Moje ime je Lučka Berlot in ustvarjam pod imenom Lučka Bučka. Ukvarjam se predvsem z oblikovanjem unikatnih umetniških svetil in pa z oblikovanjem svetlobe ter grafičnim oblikovanjem. Sem Marko Šajn, slikar in grafični oblikovalec. Zaradi trenutne situacije je obseg mojega dela za računalnikom nekoliko zmanjšan, kar pa s pridom izkoriščam za umetniško ustvarjanje in preživljanje časa v naravi. V tem času karantene oziroma samoizolacije sem si zadala par projektov. Prvi izmed njih je bil renovacija mojega ateljeja oziroma delovnega prostora. Poleg tega pa sem si zadala še to, da sem preučila, kakšno svetlobo potrebujem za svoje delo in katere luči me bodo pri tem podprle, tako da sem res vesela, da je končno tudi ta Kovačeva kobila podkovana. Počasi dokončujem projekte, ki sem jih začela že nekaj mesecev ali pa let nazaj in nikoli niso dosegli končne izvedbe. Med drugim snujem otroške nočne oziroma stenske lučke. S punco živiva na podeželju in imava to srečo, da okrog naju tako rekoč ni žive duše. Drugače pa razen tega, da imam manj grafičnega oblikovanja za delati, se moji dnevi niso nič kaj spremenili, ker tako ali drugače delam od doma in sem vajen biti po več dni skupaj brez stika z ljudmi. Upam, da bomo iz te izkušnje vsi prišli močnejši in pametnejši. Mislim, da sedaj še toliko bolj cenimo medsebojne stike in želim si, da bi tudi, ko bo enkrat ta situacija spet nazaj normalna, še vedno spoštovali svoje prijatelje, svoje bližnje in se spomnili na tiste, ki so nam stali ob strani v teh težkih časih. Upočasnitve še prinaša je sigurno ta priložnost za razmislek, kam si sploh želim iti naprej, kam želim dajati poudarek. In gotovo je to pač neka ta trajnostna naravnanost. Želim si ustvarjati produkte, ki so premišljeni, ki podpirajo ta trajnostni razvoj in sem vesela, da smo v bistvu vsi dobili mogoče priložnost za eno tako mini pauzo in ta razmislek. Res sem vesela, da se dogajajo projekti, kot je recimo ta Ustvarjajmo v karanteni in pa tudi drugi projekti, druge pobude, ki prihajajo z vseh strani, priložnosti za povezovanja in dejstvo, da smo v bistvu vseeno skupaj, tudi če smo narazen. Zdi se mi zelo pomembno, da nekako mogoče vidimo, kako naša dejanja vplivajo na vse ostale, vse okrog nas in da vidimo, da smo res povezani, da so naše odločitve pomembne in da imajo vpliv na našo okolico.